Dober večer, dragi moji. Pa smo spet skupaj, dobrodošli na Solo Room Show. Danes spet v domačem kraju. In veseli me, da smo skupaj, da se lahko dotikamo določenih tem, da lahko zbujamo v nas zapise, ki so zdaj v tem trenutku tako pomembni, da jih zbudimo. In da lahko tvorimo eno tako lepo povezavo, če rečem temu en krog lepih src, ki želijo dobro. Vem, da ste z mano tisti, ki tudi vi v srcu mislite dobro in da imate dobro namero in da smo vsi v nekih stvarih podobni. Jaz se zavedam, da moje oddaje niso za vse ljudi. In da je ogromno ljudi, ki se mogoče celo zgraža ali pa karkoli si misli o teh oddajah. Vse to vzamem v zakup, ker je glas mojega srca, da delim znanje z vami toliko močan, da grem preko tega, kar so tudi različni odpori zunanjega sveta. Bila sem in sem še vedno učena v misterij, kar z drugo besedo pomeni v skrivnost, ki je globoko v nas zakopana. Skrivnost, ki razkriva, kdo smo, od kod prihajamo in kaj v nas, iz naše globine, usmerja in vodi naše življenje. Sem v stiku z mojstri že 30 let, ki mi to znanje predajajo in hkrati tudi razodevajo te skrivnosti, ki so bile tudi nekoč nekdaj zbrisane. Povabim vas k sodelovanju, da mi pišete, da pošljete tudi kakšen komentar, če vas mogoče ta tematika, ki bi rekla, skrivnost, kdo smo, kaj smo in kaj naš namen zanima in kako se vi dokopljete ali pa na kakšnih načinih pridete do tega znanja oziroma kje ga iščete, če ga iščete. Ker v bistvu jaz verjamem, da je v nas to znanje že zapisano. In zato, če te zanima ta misterij, je verjetno vsaka knjiga, ki ste jo prebrali, samo en majhen trenutek spomina, da se tega spomnimo. In pogosto v teh raznih knjigah, ki so sicer lahko pompozno napisane, ne najdemo teh naših odgovorov. Ali pa so tako mogoče površinski, ker misterij razkriva globino. Grški misleci so o tem veliko pisali. Prihajam ravno iz Grčije, kjer smo hodili po teh krajih, kjer so včasih bile misterijske šole. In videli smo, kako so potem tudi na teh tleh z temi upadi, če temu rečem, vojaškimi, zavojevalskimi napadi zakrili prvinskost. In če si senzibilen, čutiš, da je tam sicer to še vedno prisotno, ker Grčija je mistika. Posebej, če greš na take kraje, kjer so določeni spomini še vidni. In na teh krajih se pogosto vidiš recimo na cerkev, da je zgrajena. Ampak seveda ta cerkev nima tega sporočila, kar je bilo včasih v teh svetiščih, v templih. In zato tudi z vami želim to svetost deliti. Svetost izvornega znanja. Čistost višjih namer in naše osebne namere. Kako priti do tega, da bomo čim bolj usklajeni s tem, kar je za nas v najvišje dobro. Ker vsi se nahajamo v enem takem posebnem času, kjer prihajamo še toliko bolj v stik z našimi notranjimi deli, ki so padli deli,
ki so podvrženi temu, da Zemljo vidimo samo kot mogoče samo prebivališče, ne pa z nekim višjim namenom, da je tukaj pravzaprav en sveti kraj, kjer nam je omogočeno, da gremo globje v sebe, da se tukaj zgodi ena preobrazba, mogoče preveč hitimo. V tem smislu za vsakodnevnimi obveznostmi se nam zdi, da je vse bolj pomemben, kot pa smo mi. In želim, da vi, ki rečem temu lahko, da mogoče se zdaj že malo bolj poznamo, ali pa tudi tisti, ki se priključujete, da se ustavimo. Da bi se ustavili in začeli to svojo globino odkrivati, ker zato to je pomembno v našem življenju. To, a imamo mi, ne vem, nekaj materialnega, ali imamo mi nekaj, kar se navidezno, torej materialnega v smislu, nekaj, kar imamo za pokazati, to ni smisel življenja. Je samo nekaj, kar nas za trenutek izpolni in zato to pomembnost, ki pa je, lahko rečem, za nas bistvena, rabimo šele spoznati, ker mi smo naučeni, tako je celotni sistemi, da vso to zunanjo življenje dajemo na prvo mesto. To se pravi, da so to odnosi, da so to ljudje, katerim posvečamo pozornost ali pa iščemo pozornost, tudi to je možno. Skratka, je vse nekaj okrog nas. Niso pa nas učili, da smo mi center. Ampak ne spet mi, ker če rečem, da smo center, mi pridemo do tega, kar poznamo kot narcisoidno motnjo, kar je danes zelo pogost pojav, ki se pojavlja v bistvu pri ljudeh največkrat z nekimi težavami iz otroštva. In taki ljudje pa res vzamejo, jaz sem center sveta, torej jaz človek. In v tem primeru pride do tega, da so največkrat zelo, zelo samovšečni in izhajajo, mene noben ne mara, mene noben ne vidi, z mano se noben ne ukvarja, meni noben tega ne daje. Skratka, v večini se počutijo žrtve in vedno samo oni, jaz. Ne? To je za razliko od tega, kar bi naj bilo, čist kontra. Ne? To se pravi, naj bi bili pa samo jaz kot seveda zavest. In zato je ta spust v sebe. Zdaj v tem času, v katerem živimo in je res skozi hitrejš, se vse odvija, verjetno tudi to opaste, skozi bolj je intenzivno, skozi bolj zahtevno po svoje, ker ne vemo, kaj se dogaja, ker na nas vplivajo, na to velikokrat poudarjam, da vplivajo, da je nešteto vplivov, ki jih mi skozi manj razumemo, ampak skozi več je čudnih stvari. Skozi več se nekih stvari dogaja, od tega, da smo zdaj skoro vsi spet neki prehlajeni, do tega, da nas tišči v prsih, do tega, da nas boli glava, tega je toliko ogromen in ljudje ne vejo, zakaj se to dogaja, ampak za nami, za našimi hrbti se dogaja res veliko, kar je namen vedno samo to, da nas držijo v suženjstvu. In to suženjstvo dostikrat poudarjam in tudi danes želim povedati, je notranja zaprtost oziroma zaprtost v neke svoje stiske, v neko prizadetost ali pa v neke občutke odgovornosti pretirane ali pa seveda v to, da se ne upamo živeti in se v tej svoji majhnosti pol ne počutimo dobro, ker se noben ne počuti dobro, če ne čuti v sebi, da je dober, da je vreden, da je ljubljen, kako če se pol počutiti. In kaj se takrat zgodi? Vse naredimo zato, da bi bili všečni, da bi dobili eno pozornost in naučimo se obnašati in nekako ravnati tako, da bomo všeč ljudem. Celo naučimo se govoriti tako, karkoli, oblačiti, vse ni važno. Ko mi imamo nekoga ali neko družbo, kateri želimo biti všeč, se temu začnemo prilagajati. S tem pa skozi bolj zapuščamo sebe. In zato danes, recimo, če pogledamo mlade, meni je to res strašljivo, izgledajo približno punce vse iste. Stare 14-15 let, ne moreš
ločiti, kaj je zdaj to, kjer je zdaj, ker imajo vse nek podoben stil. Nimajo niti več te svoje osebne izraženosti, ker se samo kopirajo, ena nekaj naredi, potem druga. Skratka, ni več unikatnosti. In gleda se, da ne boš izstopal, ker če si podoben ostalim, potem si nekako spremljiv za okolico. Mene pa od nekdaj zanima unikat. Zakaj je bil konkretno recimo Michael Jackson toliko uspešen ali pa kjerkoli drug, ki je imel eno svojo lastno energijo. In mene ta unikat od malega spremlja. In raziskujem, kaj je ta unikat. Zakaj ga ne živimo bolj? Zakaj se primerjamo? Zakaj hočemo biti taki kot drugi? Zakaj v bistvu ne živimo svojih darov? In kaj so v resnici te darovi? Ker je najbolj, lahko rečem, eden izmed najbolj pogostih vprašanj, s katerim prihajajo ljudje do mene. Kaj so moji darovi? Kaj so moji potenciali? Mene po svoje najtežje, da ljudje tega res ne vidijo. In vedno se moram spomniti, ljudje so bili navajeni, da vidijo druge darove, pri drugih, da vidijo, koliko so super drugi, koliko drugi fajn delajo, ne vidijo pa te lepote svojih darov. In veliko ljudi zaradi tega, ker vidijo vse ostalo, torej pri drugih, zaključi, da pač oni nimajo nobenih potencialov. In to, kar jaz želim tudi vam povedati in želim povedati svetu, je, da v sebi nosimo to unikatnost, ki je samo naša. In točno potem, kar je tukaj noter v nas tega, kar lahko rečem Božje seme, smo mi popolnoma drugačni od vsakega drugega. Seveda moram tukaj dodati, da z tega Božjega semena nimamo vsi v sebi. To je žal tista resnica, ki jo dostikrat poudarjam. In zato določeni se preprosto ne morejo po tem unikatu razvijati. In zato se ta ločnica, ki je zdaj nastaja med temi različnimi svetovi in tudi ljudmi, je tako močna, tako izrazita, da mi veliko ljudi pravi, ampak zdaj se pa res nimam več s komer kaj pogovarjati, zdaj pa res nimam več nikogar, s komer bi šel na kavo, ker je vse prazno. In če tudi vi to opazite, da je več ali manj postaja življenje tako plastično, neokusno, potem ste začeli opazovati to razliko, ker vi mogoče pa čutite drugače. In ne veste, kaj čutite. Mogoče čutite ravno to, kar je bilo našemu umu do zdaj prikrito, in to je ta unikatnost. Meni se srce para ob tem, ko vidim mlade samo na računalnikih ali telefonih, ali pa velika večina ljudi, tudi ne samo mladi, ki razgubijo povezavo s tem, pa seveda s tem svojim poslušanjem sebe. In veliko ljudi mi reče, ampak jaz sem čisto nemočen. Nič ne moram narediti, če recimo otrok, zdaj imam kar nekaj izkušenj v zadnjih dnevih, ker reče, otroci pač gledajo noter v ta računalnik in nočejo in igrajo igrice cele dneve in samo to je, kaj ne naredim, jaz ne moram nič narediti. In trpi cela okolica, trpijo predvsem starši, če gre za mlade. A je res, da smo mi čisto nemočni? To sprašujem vas. A je res, da mi pri vsem tem svetu, ki gre v maloro, oprostite, res nič ne moramo narediti? Ali je res, da v bistvu smo se na nek način celo sprijaznili s tem, da tako je? In če se res počutimo nemočni, kar velika večina ob vseh situacijah, ki jih imamo zdaj v svetu, tako zaključ. Dajmo se vprašati, kaj pa je dejansko moč. Kje je ta moč? Se pravi, če se mi počutimo nemočni, izhajamo očitno iz nekih zaključkov, prepričanj, ki jih imamo. Se pravi, v odnosu z nekom, v odnosu do sveta. In tukaj, kjer jaz razmišljam, kjer je moj um, kjer sem jaz nekje, ali pa imam neka svoja videnja, prepričanja na podlagi mojega znanja, izkušenj, ni resnično nobene podpore. Nam rešitev ne bo našel in nam jih ne bo ponudil. Se pravi, v našem umu smo mi res nemočni. Mi smo že vse probali na tem realnem zemeljskem življenju, da bi bilo boljše. Mislim, veliko nas je marsikaj probali, ne bom rekla, da vsi so vse probali, ampak veliko smo probali, pa se ni nič spremenili. Kako je to možno? Marsikdo reče, pa sem že vse probal. In jaz ne moram reči, da ni, ne? Ampak ali probamo na ta prav način? In kaj bi lahko bil zdaj v tem primeru boljši način, da pridemo iz te nemoči do moči, da se nam to povrne? In zato, da pridemo do te moči,
ki ni naša, torej ni iz našega uma, moramo vedeti, da obstaja moč, ki je nad tem. To se pravi, prvo se je potrebno zavedati, da obstaja nad tem, kar je bila nekoč ali pa je naša predstava umu, neka višja moč, ki je Božja moč, ki je duh. In če si priznamo, jaz sem nemočna, jaz sem nemočen, v tej situaciji, tam in kjerkoli pač se nahajam, res ne morem nič narediti. Kaj pa lahko v tem primeru naredim, da se to spremeni, da ne bom se tako počutil? No, to se pravi, prva stvar je, da priznavamo, da obstaja nek višja moč. In to ni nek odzuni, ne? To ni nek odzuni. Ta višja moč je v vas. Ampak vaš te moči ne pozna. Zato je do te moči možno priti, ko spustiš svoj ali pa z drugo besedo, ko greš iz uma v srce. V tvojem srcu je v resnici največja moč. Ampak res je tudi to, da si mi to moč res predstavljamo na svoj način in recimo rečemo, ampak jaz sem dal ljubezen, jaz sem maksimalno dal ljubezen, jaz sem dal vse za ljubezen in sem izgorel. Če date, dragi moji, iz srca ljubezen, ne boste izgoreli. Ker pa dajemo ljubezen iz predstave, kaj je ljubezen, in ker jo dajemo na svoj način in si prizadevamo, je tam naša podana ljubezen, naše trošenje. In tako pri ljubezni, kot pri tej moči velja, da to ni v našem umu, ampak je v srcu. In zato je ta prehod iz glave v srce v resnici zdaj najbolj pomembna stvar, da stopimo ven iz svojih prepričanj o življenju in vzorcev, seveda, ki jih že cel življenje živimo, in da dajemo moč, ali pa z drugo besedo damo možnost, da obstaja ta drugi svet, ki ga nismo do zdaj poznali. In zato, dragi moji, sem se odločila in se odločam naprej, da vam oddaje, da vam malo korak za korakom odpiram videnje, da ta svet obstaja, da lahko začnete razmišljati usklajeno s tem svetom, kar mogoče spet ni dojemljivo našemu umu, in da tisto, kar ste v svojem življenju dali za pomembno, date na stranski tir, ker tisto, kar smo dali za pomembno, je nepomembno. In ena od stvari, ki se mi zdi, da bi jo izpostavila, kar mislimo, da je pomembno, je, da smo v pretirani želji, da bi naredili nekaj boljš, da bi naredili nekaj drugač, lih kontra temu, recimo, da je to odnosno do drugih, kar bi si mi želeli. Velikrat to, da bi mi radi nekoga spremenili, ki je recimo to en naš mladoletnik, ki je skozi na telefonu in tako naprej, postanemo nestrpni. In ker ne moramo in rečemo in smo na začetku, probamo z metodami mehkih pristopov in pregovarjanja in tako naprej, in ko ne deluje, v nas raste ta napetost. Kaj zdaj, kako zdaj, ne? In zgodi se, da mi postanemo kar naenkrat, zdaj bom tako rekla, po domač, tečni. Začnemo težiti in začnemo, jaz rečem temu, najedati, ker dejansko iz tukaj noter, ker vemo, da nekaj ni ok in ne moramo nič narediti, potem pridemo v to intenziteto, da hočemo na silo to spremeniti, in danes seveda je ta sila največkrat verbalna, dobro, velika tudi neverbalna, in v bistvu uporabljamo metode, ki jih imamo pri roksu. Meni recimo velikrat reče kakšna mama, ki rečem, ne toliko težiti svojim otrokom, jaz jim to povem. Reče, pa kaj bolj, če jaz neham temu otroku skozi težiti in če neham skozi za njem hoditi in če ne neham skozi to pa to govoriti, tako ali pa tako, kaj pa še manj. In jaz rečem, probite. In kdor recimo poskuša to teženje in stalno opominjanje in skozi spremeniti v neko notranjo povezavo s sabo, namesto da se takrat izraža na ta način, takrat se začnejo spremembe. In to je ta moč, o kateri vam govorim. Ker mi moč sem navzven, bolj smo nesrečni, nezadovoljni, bolj smo torej nemočni, bolj pridemo v tisto agresivno držo. Zdaj moramo pa tukaj na silo nekaj spremeniti. In pa ko poskušamo silo, ko smo tečni, pa ne bo to odnos, partner, otrok se ni važen,
mi začnemo okrog sebe sejati toksičnost, strupenost in to ni več neka lepa energija, ker tukaj noter smo mi že čustveno natovorjeni in ta čustva v nas že zbujajo v nas samo eno nestrpnost in podobno in iz tega ne pride nikoli nič pametnega. Ta zunanji svet, ki so lahko torej naši odnosi, postane skozi bolj zaprt vase, ker mi postanemo napadalni, postanemo agresivni lahko. Oni včasih občutljivi, recimo pri mladoletnikih je to dostikrat, čustveni, nestabilni, vlezejo samo skupaj in zaprejo se. Ni več komunikacije. In seveda ta starš pogosto reče, kaj, zdaj moram še bolj na njega pritisniti, ampak ne, lih kontra. In zato je ta notranja moč in modrost, do katere pridemo skozi srce, res samo tukaj, vnoter v globini, ni v naši glavi. In zato največje spremembe se v življenju zgodijo dejansko, ko prenehamo z svojimi pritiski na okolico. In to je mogoče tisto, kar lahko vsi naredimo. Da to, kar je naš pritisk, spremenimo v zaupanje, tudi pritisk v smislu, zakaj že nič bo, zakaj se nič ne zgodi, in začnemo nekako spuščati v sebe eno drugo energijo, o kateri velikokrat govorim, da to ni od tega sveta, in da to naše srce napolnimo. In rečemo, res je zdaj zelo težka si, karkoli imamo, ampak jaz tukaj spuščam, da pride nek višji namen, da mi pomaga to, da se stvari uredijo, to se pravi višji namen ali pa višja sila. Tako da vas lepo, bom rekla, želim vas v srcih nagovoriti, da imate to možnost, da lahko iz te mogoče zahtevne energije, pritiska prisile, pričakovanj močnih, pridemo do ene take blage energije. Jaz sem velikokrat intenzivna v tem, da ljudi zbujam, da jim probam pokazati odločnost, da jim probam pokazati, da ne bodo, da si ne znajo meje postaviti. Ampak velikokrat jih pa umirjam. Velikokrat jih pa samo probam sprostiti, da ne bi bili tako v napetosti, krčih in strahovih in skrbeh. Ker ko mi doživljamo skozi življenje, skozi več enih travm, smo zakrčeni. In pridemo do tega, da smo otopeli in več ne upamo ne čutiti, niti se ne veseliti, ali razen, če se ga napijemo, recimo, ne? Kaj je zdaj pa v življenju sploh še nekaj, kar je lepega, če ni teh čustev več? Zato je s temi čustvi, ki so hkrati lahko naša hrana, hkrati nekaj čudovitega. Kaj narediti, da bo se spet oživela ta čustva? Če smo jih zabetonirali, če smo zaskrbljeni, če je toliko in toliko situacij, ki nam je težkih. In zato naša podpora prihaja od zgoraj. To je tisto, kar je naša mati Marija, kar je naša povezava s Kristusom. Kristus je naš duh, kar je naša povezava z izvorom, kar je v bistvu nekaj, kar ne moramo utipati, pa vendar je prisotnost. In zato takrat, ko res pademo v nekem pomenu, to je simbolično na kolena, lahko tudi fizično, ampak ni to bistvo. Bistvo je, da priznamo to svojo šibkost. Jaz tukaj te situacije, jaz te zgodbe ne morem rešiti. Takrat dajemo moč te transformacije tudi v teh zunanjih stvareh. S priznavanjem, ne? Ker veliko ljudi reče, to bom jaz sam, to moram jaz sam. Ampak ta sam je obtežen z eno prizadetostjo, v smislu, sam sem zato ostal v zadnji, se počutimo v krivici, počutimo, da ja, zdaj bom jaz močen in bom sam. Ampak ko ste vi močni in ste sami, ste napeti, ste lahko v tem napačnem občutku moči in to ponavadi ne pripelje do rezultatov. Lahko se na hitro postavimo in rečemo, jaz zmorem, to bom jaz sam, ampak to ni resnica, ampak je neko ustvarjeno iluziorno stanje. In ta prava moč, če je res, če jo občutimo, oziroma ko jo, dajmo reči tako, ko jo občutimo, je od znotraj. Ne rabimo se ob tem duvati v narekovaju, ne rabimo zglasno to govoriti, to je preprosto samo to, da sem v sebi. In da vem, da
da moje življenje ne vodim jaz. Ker če moje življenje vodim jaz, ga peljem tako, kot sem bila naučena. Če pa dam možnost, da to življenje pelje, vodi on, ki ga imenujemo, kakor hočete, lahko je to Bog, lahko je stvarnik, lahko je vesolje, me vse. To ni bistvo, kako to imenujete. Bistvo je, da nisem jaz človek, ker jaz človek bi to, bi ono, bi tretje, bi četrte, jaz bi rad, da je vse po moje. Ljudje zelo težko sprejmemo, da ni vse tako, kot si želimo, in zato imamo pol stalno ta potlačena čustva in pričakovanja. Če pa vzamemo tako, je zdaj ta trenutek, ampak se lahko spremeni, pride pa lahkotnost. Se pravi, lahko se spremeni. Tako da, zakaj pa res mogoče nosimo ene globoke, močne blokade? Zakaj nosimo nekaj, kar nas res drži nazaj, ne? Ne zakaj nosimo, ampak kaj nosimo. To je pa tisto, kar vedno razbiram tudi na branju duhovnega zapisa, ker vse bolj se dotikam teh tem, kaj se je v času, ko smo mi še gor bili, v narekovaju pri Bogu, pa vmes, ko smo potovali dol do zemlje, z nami zgodili. Da mi danes ne vemo, da smo ta duh, in zdaj mene dosti bolj kot kdajkoli zanima to, torej, kje smo zdaj mi ostali, kaj se je s tem duhom vmes zgodili, zakaj se ga mi danes ne zavedamo, zakaj mi danes ne vemo, da smo del te velike, vsemogočne sile. Kaj nas v tem nasprotuje? In tukaj so pa taka zelo zanimiva ozadja, o katerih se res malo govori. Zanimiva ozadja, da smo zajeti v neke energije, da smo ugrabljeni od nekih energij, da smo vodeni od nekih vplivov, da nismo nekaj naredili po svoji volji, ampak da so se nam naredile stvari. Skratka, to je pa tisto, kar pa duhovni zapis vsebuje. Kaj se je s tem duhom zgodil? Ali je res naš duh je svoboden ali ni? Ker v večina primerov, vam iskreno povem, ni svoboden. In zakaj ni? Kaj se je zgodilo? Zato so to zdaj že tista malo globlja vprašanja, na katera mogoče niti ne bi si vprašali, kaj pa če obstaja, da je moj duh zajet? Kaj pa če obstaja možnost, da nekdo uporablja mojo esenco? Kaj pa če obstaja možnost, da me nekdo v mojem življenju ne pusti naprej in stoji na tej moji energiji? Skratka, ogromen takih stvari, skrivnosti, misterij. In jaz ne ugibam, jaz ne šlogam, jaz vidim. Zato v bistvu, ko odprem vaše duhovne zapise, se ta resnica začne odpirati. To je moj dar. Zato pri delu, ko berem duhovne zapise, ko berem dušne zapise, ko odklepam duha, ne delujem po metodah, tehnikah, ampak delujem po darovih. Povezavi z izvorom, s stvarnikom. In zato je vsak zapis drugačen. Ni nobene neke pravila, kako bi moral biti in kakšen bo. Je od primera do primera različen. Če se mi pa zgodi, da pride na zapis kdo, kjer mu nima duha, se pa tudi zgodi, da rečem, da mu pač ne morem brati. Ker včasih, ko je bilo še dušni zapis bolj nekako ta tematika, to imamo neke zapise preteklih življenj, to še veliko ljudi ima. To, ko pa je treba gledati globje, ko pa se dotikamo te duhovne esence, to pa ni več tako normalno in običajno za vsakega. Zato je seveda toliko bolj zanimivo, da če vas to vleče in kogar vleče, sigurno je na tej poti, da se bo to v njemu začel, ali da pa se je že mogoče začel prebujati in je eno branje duhovnega zapisa, odklepanje duha, še ena dodatna podpora, da boste pri tem bolj uspešni, zato vabljeni na branje duhovnega zapisa ali oziroma duha, vabljeni na odklepanje duha, vabljeni na procese ozaveščanja oziroma bolje rečeno čiščenja teh usedlin, zaradi katerih smo lahko potopljeni in odpravljanja vzrokov in blokad, ker v naših, bom rekla, programih je veliko priložnosti za to pomoč. Ali vam lahko veliko pomagamo, da ste bolj svobodni in lahkotni in skratka, da spet začutite to svojo unikatnost. Zelo vam želim, da bi se s tem začeli bolj ukvarjati. Za vas je to dobro. S čim? Kaj imam v mislih? Je to, da ste unikat. Zato, da v bistvu si lahko rečete, končno upam živeti sebe.
To vas spodbujam. Unikat, živi to. Bod drugačen. Bod poseben. Upi si biti tak. Pa ne zato zadnjič je prišel nekdo k meni, to vam sam kot primer povem iz teh vrst, pač no, teh različnih ezoteričnih krogov. In rekel, dej, a se jaz lahko usedem v lotosen tleh, ne na stol, ker mi to ne paše in tako naprej. Še nekaj drugih stvari me je vprašal in seveda sem rekel, lahko, ne. Ampak sem skozi zapis potem probala razložiti, da to ni tisto boli me k, jaz delam, kar hočem, ker v teh krogih lahko tudi to informacijo dobimo. Deli, kar hočeš, vse je super, krasno. Jaz nimam to ne mislim, ko rečem, da boste unikatni. Ker v bistvu, če izstopamo in imamo skozi neke potrebe, da smo drugačni, je tudi tukaj lahko kakšno čudno ozadje. To ni to, kar jaz govorim o unikatnosti. Unikatnost je nekaj čist drugega in ne rabimo jo razkazovati. Ne rabimo se s tem nekako ven metati. Ni treba, da pridemo k nekomu, pa smo, ne vem, vegani, pa se ne bomo usedeli na usnjen kavč, zato ker nas to moti. Ne rabimo biti toliko ekstremisti. Ker je pač svet različen, ljudje so različni. Ampak ta unikatnost je nekaj dosti več od vsega tega na zunaj. Tako da k temu vas spodbujam. In res, če se odločite, da pridete na duhovni zapis, vsakmu vedno priporočam, da pripravi svoje vprašanje. S čim se v življenju največkrat ukvarjate? Kaj se vam v zadnjem času največ pojavlja? Tako da dobrodošli tudi s temi svojimi vprašanji. In že vnaprej vas tudi pripravljam na naslednjo, vas vabim na naslednjo oddajo v četrtek ob 8. Zdaj pa vas vabim tudi, da se povežemo in da pustimo, da nas naši ljubi, dragi bratje, tako se imenujejo, naši mojstri govorijo vedno, da so naši bratje, ne da so oni neki več, ne da so oni neki tisti, oni vedno rečejo, ko nam govori Kristus, dragi moji bratje in sestre. Ne, jaz sem car. Noben to ne govori od mojstrov. Ker mojstri se ne povzdigujejo, mojstri ne govorijo, mi smo bogovi. Mojstri so v resnici vedno pravijo, mi smo prehodili pot pred vami, zato vam lahko povemo kakšne izkušnje, vam lahko predamo določeno znanje, to je to, v tem pomenu. Tukaj ni neka hierarhija, to bi zelo rada poudarila. Ker včasih ali pa v cerkvi so nam to že hoteli povedati, ali pa so nam. Ja, tukaj gori zdaj župnik, on je kot Bog, njega je treba čestiti, njemu je treba vse, ne glede na to, kaj počne. Ampak to je ena velika, velika zabloda, ker ni res. Če se nekdo ima za Boga, mi pa vse potem kupimo, kar v narekovaju ta človek dela in rečemo, ja, se je tako pa tako Bog, bomo mi s tem podpirali tudi temo. Ni pa popolnih ljudi. Jaz se vsak dan vprašam, kaj se lahko še spremenim, ker sem imam še veliko za izboljšati. Vsak dan vidim pri sebi stvari, ker rečem, še tole, še tole, še tole. Tako da zdaj vas povabim, da se povežemo in da res odpremo srca. Ljubi moji bratje in sestre, vabim vas v krog Božje ljubezni. Bog, ki je tukaj v vas, morda v tem trenutku speči, potrebuje, da ga vidite, da ga priznate. Ne zato, ker bi to Bog potreboval kot on, ampak zato, ker vi to potrebujete, da se boste zavedali, da ste ta del, ki ga imenujemo Bog, vi. Zato vas vabim k temu prebojenju, da slišite v sebi tudi besede, ki vam jih izrekam, jaz sem v vas in vi ste v meni. Bilo je napovedano, da se bo duh vrnil. Nekateri so pričakovali, da se bo vrnil Bog v tem zemeljskem pomenu na način, kot je bilo nekoč.
v ideji predstavi. Čas, v katerem ste sedaj in smo sedaj spet skupaj, je drugačen. Tokrat je vsak od vas, ki se začenja zavedati, kdo je zares v sebi, tisti, ki v tem trenutku spreminja svet. Kajti od vas, bratja in sestre, ki se boste prebudili, je ta svet odvisen. In ni več veliko časa, kajti po svoje se mudi, da se zbudite, ker tisti, ki zasužnjujejo svet, pripravljajo ves čas scenarije, da bi preprečili ta dvig zavesti in da bi zemlja spet postala ali pa še bolj postala zasužnjena in zasenčena. Marsikaj, bratje in sestre, doživljate v teh časih, ki so tukaj, in vem, da vam ni lahko. Zato vas podpiram. Sem v vas z vami in vam dajem roke. Roke, da vas lahko vzamem v svoje naročje. Roko, kot vam jo poda brat. In tudi roko, ki vas lahko v danih trenutkih potegne, da greste naprej. Dajem vam objem od znotraj, bratje in sestre. Da se od znotraj napolnite, da od znotraj zahrepenite po temu božanskemu nektarju. Dovolite mi, da verjamem v vas. Včasih rabite, da nekdo verjame v vas, če sami tega ne zmorete. In tukaj sem, da me v vas poznate kot svojega brata. Povežite se skozi srce tudi v tej vaši državi, ki je žal pod močnimi temnimi vplivi. In se prav ta občutek, da ste svobodni, ne povečuje, ampak zmanjšuje. Ni enostavno sedaj biti v tej državi. Nekateri bi rekli, saj tudi drugje ni enostavno. To je res. Ampak vaša država je izredna država, posebna država. Izbrana država. Da se tukaj uteleša božanstvo. Zato bodite tisti, ki boste to žive priče. Bodite te, ki ste se zbrali, kajti tako postajate del tega velikega božjega načrta. Božanstvo na zemlji, v telesih. Vedelo se je, da se bo to dogajalo tukaj v vaši državi, čeprav se vse povsod po svetu povezujejo v tem imenu. Ampak tu je res nekaj posebnega. Izbrano je, da se tukaj sidra vse tisto, kar je zgoraj, da pride nazaj na zemljo. Zato ste vi priča velikemu dogodku. Veselite se lepega, če tudi v tem trenutku ne vidite lepega. Imejte v sebi neko pozitivno pričakovanje dobrega, ki se zgodi v trenutku notranjega miru. In to dobro je lahko čisto v malih stvareh.
In to začnite gledati. Male čudeže. Ljubim vas. Jezus Kristus. Dragi moji, želim vam lep preostanek večera in naj vas podpira Božja ljubezen. Hvala.